javiš, pa si vse skupaj. Zelo hvala. Ponovno lepo pozdravljeni in dobrodošli na razglasitvi letošnjih prejemnikov sredstev Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani. Moje ime je Simona Rataj in v pisarni za prenos znanja sem odgovorna za povezovanje podjetij in pa raziskovalcev. Zdaj, preden da bo naš rektor, profesor dr. Gregor Majdič, razglasil letošnje prejemnike, bom na kratko predstavila inovacijski sklad, njegov namen, prednosti, tako za raziskovalce kot pa tudi za podjetja. Zdaj, inovacijski sklad dejansko najboljše opiše angleški izvirnik, proof of concept, zato tudi POC. Dejansko je to instrument, ki je uveljavljen v najboljših evropskih univerzah in premošča vrzel med zgodnjimi fazami raziskav in tehnologijami oziroma rešitvami, v katere so podjetja pripravljena investirati in jih potem tudi nadalje razvijati. Sklad je namenjen, seveda, ker je financiran s strani naše univerze, namenjen projektom, katerih intelektualna lastnina je v lasti Univerze v Ljubljani, oziroma vsaj delni lasti, v kolikor je bila rešitev razvita v sodelovanju z več organizacijami. In na vsakoletni razpis se javijo zainteresirani raziskovalci, izbrane projekte pa potem podpremo s finančnimi sredstvi za eno ali več tukaj naštetih aktivnosti. Sklad je seveda zanimiv za raziskovalce, saj prejmejo finančna sredstva, poleg tega tudi podporo pisarne za prenos znanja. Podprti projekti pa so zanimivi tudi za podjetja, saj se v času trajanja projekta rešitve dodatno razvijajo, preizkusijo, kar pomeni tudi manjše tveganje za industrijo. Naša pisarna strokovno podpira v bistvu vse prijavljene projekte, letošnje leto jih je bilo recimo 13, ne samo tiste, ki dobijo financiranje, teh je recimo 5. Raziskovalce povezujemo s podjetji, jih motiviramo, da sodelujejo na najrazličnejših mednarodnih dogodkih in s tem razvijajo svoje podjetniške kompetence. Vzpostavljamo pa tudi dobre odnose z drugimi organizacijami, ki podpirajo razvoj inovacij. In pri tem bi želeli izpostaviti in izreči dobrodošlico prihajajočemu regionalnemu skladu, ki bo podpiral projekte raziskovalcev javnih univerz, javnih raziskovalnih organizacij pri njihovem nadaljnjem razvoju in pa približevanju trga. Z delovanjem naj bi pričel 1. januarja prihajajočega leta. Na mestu je tudi, da predstavimo rezultate lanskoletnih prejemnikov sredstev in 4 so bili. Prva ekipa iz Fakultete za strojništvo je v zadnjem letu izdelala delujoč prototip tehnologije FutureCool in sedaj se s prototipom predstavljajo zainteresiranim podjetjem in na različnih industrijskih sejmih. Ekipa iz Fakultete za farmacijo je uspešno nadaljevala z razvojem novih antibiotikov, ob tem pa se tudi udeležila dogodka Commercialization Reactor, kjer se je povezala s podjetniško ekipo in skupaj so opravili tudi izobraževanje na EIT Jumpstarter, se pravi izobraževanje na področju podjetništva. In trenutno se dogovarjamo z mednarodnim podjetjem za morebitno licenčno sodelovanje. Naslednja ekipa prihaja tudi iz Fakultete za strojništvo, je svojo tehnologijo implementirala na industrijskem nivoju, s tem pa dokazala, da tehnologija čisti vodo na bolj ekološki način. Dodatne prednosti so nižanje kemijske porabe po kisiku, povečanje proizvodnje bioplina in pa uničenje nitastih bakterij. Tudi ta ekipa je pripravljena tehnologijo predstavljati zainteresiranim podjetjem, ki se ukvarjajo, predvsem ki imajo težave z čiščenjem odpadnih voda. In še zadnja ekipa, ki je lansko leto prejela sredstva našega sklada, prihaja prav tako iz Fakultete za farmacijo, pa je izboljšala prototip in na osnovi izboljšav že podpisala pogodbo z 2 podjetjema za nadaljnji razvoj.
Toliko res na kratko, kar se tiče samega inovacijskega sklada in pa prednosti in pa rezultatov, ki so jih v enem letu 4 projekti naredili. V bistvu rezultati, napredek je res velik, ne samo zaradi finančnih sredstev, ki niso visoka, ampak predvsem zaradi tega, ker v naši pisarni sodelujemo potem z izredno motiviranimi raziskovalci, ki želijo svoje rezultate pripeljati do implementacije v okolje oziroma na trg. Tako da čestitke vsem ekipam iz preteklega leta. Zdaj se pa približujemo trenutku razkritja. In še preden predtem pa se želimo še iskreno zahvaliti Komisiji inovacijskega sklada in vsem zunanjim ocenjevalcem, ki so letošnje leto pomagali izbrati letošnje prejemnike sredstev inovacijskega sklada. Lepa hvala vsem za vaš trud in pa seveda strokovno podporo. In s tem prepuščam besede našemu rektorju. Dr. Majdič, motivacijska beseda in pa predstavitev letošnjih prejemnikov je vaša. Izvolite. Spoštovani, osnovno poslanstvo univerze je ustvarjanje novega znanja. A poleg osnovnega znanja je pomemben tudi pretok znanja v družbo, tako v različne vidike družbenega življenja, kot v gospodarstvo. To pa nam v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, dejansko v celotni Evropi, nekako šepa. Ravno te podpore za premagovanje tako imenovane doline smrti, od nekega izuma na idejni ali neki konceptualni ravni, pa do tega, da popeljemo neki izum dejansko do trga ali v družbo, pa so pomembne, izjemno pomembne in teh podpor je dejansko tako v Sloveniji kot v Evropi po mojem mnenju še premalo. Nov sklad Slovenske investicijske banke skupaj z Evropsko investicijsko banko bo po mojem mnenju izjemno dobra priložnost, ki bo vsaj nekoliko pomagala na tem področju v prihodnosti. Seveda pa moramo iskati tudi druge vire, ki bi lahko temu pomagali, in inovacijski sklad Univerze v Ljubljani je zagotovo en tak instrument. Seveda vsi vemo, da so takšna sredstva, kot jih predstavlja inovacijski sklad Univerze v Ljubljani, ta trenutek premajhna, da bi spravili nek projekt dejansko do trga ali v družbo, so pa lahko pomemben dodaten vir za neke dodatne raziskave, predvsem pa morda tudi kot spodbuda, da boste tisti, ki vidite potencial svoje inovacije, z razvojem inovacije nadaljevali in se ne boste ustavili zaradi ovir na tej poti. Sam vidim to delovanje, prenos znanja v družbo, in tu govorimo o celotni družbi, ne le o gospodarstvu. Gre tudi za družbene inovacije, izboljševanje delovanja države in podobno. Vse te inovacije in prenos teh inovacij vidim kot pomemben tretji steber delovanja Univerze v Ljubljani, poleg seveda dveh osnovnih stebrov, iz osnovnega izobraževanja, visokošolskega in bazičnega raziskovanja, ki sta seveda osnova delovanja odlične univerze. Vesel sem, da pri tem razmišljanju nisem osamljen, kar vidim tudi iz današnje prireditve, saj smo imeli odlične predloge za pridobitev sredstev inovacijskega sklada, žal pa, kot je to vedno na razpisih, smo lahko izbrali samo nekaj predlogov. In da ne bom predolg, se verjamem, da že vsi z nestrpnostjo čakate, kdo so letošnji zmagovalci in prejemniki sredstev inovacijskega sklada. Menim, da je zdaj čas, da to razglasimo. Sredstva inovacijskega sklada prejmejo kolegi z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Tatjana Isakovič, Matej Fišinger in Blaž Zovbek. Vsem iskreno čestitam in iskreno upam, da bodo sredstva pripomogla k nadaljevanju vpeljevanja protipotresnih pridrževalcev za varovanje fasadnih panelov hal v industrijsko okolje. Iskrene čestitke. Se pričujem, za štiko je računalnik. Aha. Drugi prejemniki sredstev inovacijskega sklada prihajajo z Fakultete za strojništvo, in sicer so to Damjan Zorko, Borut Černe in Zoran Bergant, ki sredstva prejmejo za razvoj lahkih in naprednih komponent pogonskih sklopov. Prejemnikom iskreno čestitam in kot rečeno že pri prejšnjih prejemnikih, iskreno upam, da bodo ta sredstva spodbuda za nadaljnje delo in prenos inovacije v prakso.
Naslednji prejemniki prihajajo z Fakultete za farmacijo in veterinarske fakultete: Stanislav Gobec, Urban Košak, Damjan Knez, Sonja Prpar-Mihevc, Maja Zakošek Pipan in svetovalec Moje Šahid. Pri tem izumu sem tudi sam udeležen, vendar lahko dodam disclaimer, da pri izboru nisem bil vključen, ker je to potekalo še pred nastopom mojega mandata, tako da ni šlo za konflikt interesov. Vsekakor pa tudi tem nagrajencem oziroma prejemnikom sredstev čestitam. Gre pa za razvoj zdravil za zdravljenje kognitivnih motenj pri psih. In sicer gre za novo zdravilo, ki so ga razvili na Fakulteti za farmacijo, na veterinarski fakulteti pa smo ga začeli preizkušati v kliničnih raziskavah pri psih, ki zbolevajo za boleznijo, zelo podobno Alzheimerjevi bolezni pri ljudeh. Tako da sam menim, čeprav seveda tukaj imam nekoliko pristransko mnenje zagotovo, ker sem sodeloval pri tem v preteklosti, velik potencial tako v veterinarski, kot kasneje tudi v humani medicini. Iskrene čestitke. Za biotehniške fakultete prihajajo prejemniki nagrade, in sicer Ines Mandić-Mulec, Katarina Šimunović, Polonca Štefanič, Andija Rega, Anja Klančnik, Sonja Smole-Možina in Karlis Udris. Sredstva prejmejo za nadaljnji razvoj projekta, razvoja probiotika Bacillus subtilis, za povečevanje rasti in izboljšanje kvalitete piščancev. Gre za uporabo probiotičnih bakterij, naravna, tako rečemo tudi ekološka metoda, kako nadomestiti razne kemične pospeševalce rasti z naravnimi snovmi. Iskrene čestitke. In še prejemniki za Fakultete za farmacijo in veterinarske fakultete ter Kemijskega inštituta: Marko Anderluh, Martina Hrast, Anja Kolarič, Irena Zdovc, Nikola Minovski in Maja Kokot. Zadnji dve prihajata za Kemijskega inštituta, ne za Univerze v Ljubljani, ampak to seveda ni pomembno. Pomembno je odlično sodelovanje. Ti pa prejmejo sredstva za nadaljnji razvoj nove širokopasovne protibakterijske učinkovine, ki bo pomagala predvsem pri zdravljenju različnih bakterijskih boleznih, pri katerih se srečujemo z odpornostjo na antibiotike, ki postajajo v sodobni medicini vedno večji problem. Iskrene čestitke tudi za to inovacijo. Najlepša hvala, profesor Majdič, za vaš motivacijski nagovor. Vsekakor tudi mi se pridružujemo čestitkam vsem ekipam in da bomo v prihodnje leto zelo dobro sodelovali, vi in pa pisarna za prenos znanja. Zdaj, preden se zaključimo tale session, pa bi vas želeli povabiti še na sestanke z raziskovalci. V sami platformi Hubilo imate možnost dostopa do R2B sessions in enostavno kliknite na Join Session in potem se lahko udeležite sestankov z raziskovalci, ki so vam v tem trenutku zanimivi oziroma bi želeli jih spoznati podrobneje in mogoče tudi zastaviti sodelovanje za prihodnost. Lepa hvala vsem in še enkrat čestitke in se vidimo še v nadaljevanju programa.